Dobrodošli na moj YouTube kanal, moje ime je Nino Kolarevič. Tokrat bom govoril zopet o lockdownu, predvsem pa o številkah. V prejšnjem videu sem dokazoval oziroma pokazal dokaze, da lockdowni ne delujejo in prav tako nošenje mask nimajo učinka. Glavni dokaz za to mojo trditev je v bistvu situacija pri nas. Pogledal sem danes na statistiko, koliko umrlih imamo na milijon prebivalcev. Se pravi, mi imamo lockdown in to v bistvu že ta drug, pa tudi vmes smo imeli veliko raznih zadržkov, čeprav je bila Slovenija prva država, ki je razglasila konec epidemije, če se spomnite. Seveda tega nikdar niso ukinili v resnici. In če pogledamo, imamo zdaj pri nas 574 umrlih na milijon prebivalcev. Če pogledamo Švedsko, kjer niso imeli nobenega lockdowna, kjer se ne nosijo maske, kjer so še vedno šport je dovoljen, odprte so restauracije, bifeji in tako dalje. Oni imajo le nekaj več, za 60 umrlih na milijon prebivalcev več kot Slovenija. Toda, večino teh smrti, se pravi, zdaj jih je 6555, nekje na koncu spomladi so imeli pa tam okrog 5000, se pravi, ta porast je zelo blag. Torej, v glavnem so oni dosti bolj uspešni od pomladi do danes, kot recimo Slovenija. Potem imamo Kitajska, kjer se je vse skupaj začelo. In presenetljivo, veste, koliko imajo umrlih na milijon prebivalcev? 3,4 oseb. Vse skupaj je 4742, kar je približno trikrat, malo več kot trikrat več kot v Sloveniji, ki ima 2 milijona prebivalcev. Če pogledamo Združene države je tako. V tistih državah, ki so bile bolj prizadete, imajo lockdown. Velike restrikcije, recimo v New Yorku so zopet uvedli te restrikcije in bogatejši New Yorkčani so se začeli izseljevati iz New Yorka. Kajti oni hočejo, da njihovi otroci hodijo v šolo, kar je tudi pravilno. S to politiko, ki ima župan New Yorka, pa slabo kaže. V glavnem, Američani imajo seveda 795 mrtvih na milijon prebivalcev, kar je približno 200 pa še nekaj več kot pri nas v Sloveniji. Toda, pri Američanih je tako, eni imajo lockdowne, drugi nimajo lockdowne. Za Trumpov zbor volivcev, ki se odvijal pred volitvami na Floridi, so vsi govorili, kakšna katastrofa bo to, da bo se okužilo na stotine, če ne na tisoče in 100 000 ljudi. S COVID-om tudi v resnici se nič ni zgodilo. Imeli so tudi neke motoristične dirke, za katere so isto trdili, pa se je skazalo, da ni bilo nič iz tega. Torej, virus ima svojo pot. Zdaj pa pogledamo še Japonska. Japonska je zelo zanimiva. Pri njih ni bilo nikoli restrikcij, ljudje tam nekateri nosijo maske, kar je že tradicija, če si prehlajen ali kaj takega, potem si nadeneš masko, ko greš ven, drugi pa pač poljubno. In na Japonskem imajo vse skupaj 20 umrlih na milijon prebivalcev. 20. Zanimivo Slovenijo je tudi to, da je v zadnjem tednu ali dveh, da imamo najvišjo smrtnost na svetu na milijon prebivalcev. To je približno na teden, seveda govorim, to je približno 112 ljudi umre na teden na milijon prebivalcev v Sloveniji. Poglejmo si poletje. Poleti, čeprav smo razglasili konec pandemije, so še vedno bili ukrepi predvsem za obiskovalce iz drugih držav, ki so bili na rdečem seznamu, recimo Bosna in Hercegovina,
Srbija, kasneje tudi Hrvaška in tako dalje. In naša vlada je že konec avgusta sprejela odlok, da pač ne smemo več potovati na Hrvaško, ker v nasprotnem primeru nas bo čakala karantena. Tudi jaz sem bil eden izmed tistih, ki sem kljub temu šel ven. Torej, veliko se je govorilo o tem žuriranju v diskotekah na Hrvaškem, tudi Hrvati imajo še vedno to odprto. Sicer v zadnjih dnevih prihajajo bolj večje omejitve, predvsem v meji Slovenije, okrog Čakovca in tisti konec Hrvaške. Toda pri njih je življenje ves čas potekalo normalno. Nosili so maske zgolj v trgovinah. In oni imajo bistveno manj umrlih na milijon prebivalcev kot Slovenija. V bistvu v vsej tej naši okolici ima edino Italija več umrlih na milijon prebivalcev kot Slovenija. Avstrija ima manj, Madžarska ima manj, Hrvaška ima manj, Srbija ima manj. Bosna ima več, ampak to je ta naša okolica. Kako je lahko prišlo do takega zvišanja okuženosti v Sloveniji in toliko več umrlih od COVID-a v Sloveniji? Moje osebno mnenje je, da so to te novi PCR testi, ki bistveno več pokažejo okužb. Saj, kot sem rekel, v spomladanskem delu, v bistvu tam nekje do septembra meseca, je v Sloveniji imela recimo 150 tisočih okuženih, zgolj nekaj čez 20 tisoč je bilo pozitivnih. Torej, to je recimo 15% testiranj. Zdaj so te številke skozi vrtijo tam okrog 25 do 30% pri teh testiranjih, plus tega še bistveno več ljudi se testira. Zdravljenje COVID-a v bistvu poteka brez kakšnih učinkovitih zdravil. Veliko se je eksperimentiralo, koliko žrtev so ti eksperimenti stali, ne vem. Dokazano je, da ti ventilatorji se uporabljajo prevečkrat. Kajti problem naj bi bil predvsem v prekrvavljenosti celega organizma. In se pravi, če telo ni sposobno prejemati kisik v kri in preko krvi raznašati po celem telesu, potem visok pritisk, ki ga ta naprava dela v pljučih, ne pomaga, temveč celo odmaga. Se pravi, v teh areolah se nabira tekočina in pod vplivom tega pritiska kisika, ki se daje bolniku, pljuča začnejo razpadati, kajti kisik ne prihaja v kri, temveč se zadržuje tam v tistih areolah in to povzroči smrt. Pa tudi to, kar so na nekaterih avtopsijah ugotovili, da so pljuča zmaličena. Po moje to ni kriv ta COVID-19 oziroma koronavirus, ampak so to povsem drugi razlogi. Tudi teh strkov, ki prihaja, naj bi nastajali zaradi delovanja nekaterih bakterij. Torej, zdravila, ki, kot sem slišal, se pri nas uporablja, je Remdesivir, o tem sem že zadnjič govoril. Ve se, da ima hude stranske učinke in WHO je izdal poročilo pred kratkim, da se svetuje zdravljenje s tem zdravilom. Kitajci so delali raziskave s tem in so v teh študijah hitro odnehali s postopki raziskave, kajti ugotovili so, da so stranski učinki prehudi. Ali so pri nas že ukinili to zdravljenje, mi ni jasno. Torej, razen kortikosteroidov, kot je ta, kot sem ga zadnjič, metazon,
ta nekoliko pomaga ljudem. V bistvu nobeno zdravilo ne pomaga, vemo pa, da pomaga D-vitamin. Pa tudi hidroksiklorokin, za katerega WHO še vedno trdi, da ne pomaga, čeprav vse več raziskav kaže na to, da pomaga, predvsem v sodelovanju s cinkom, se pravi z dodajanjem cinka, ta učinkuje. D-vitamin je pa tako ali tako kralj vsega. Torej, ta lockdown se nadaljuje, vlada, epidemiologi in vsi ti ne vejo, kakšen izgovor bi še dali zdaj, kajti živimo v bistvu v balončku. Zdaj pravijo celo, da naj bi bili delavci krivi tisti v proizvodnji. Mogoče bo to naslednji ukrep, da se zapre celotno gospodarstvo, kot je to bilo več ali manj v primeru spomladanskega lockdowna. Torej, nimajo več ideje. Njihov lockdown ne deluje. Te ukrepi so se začeli že pred enim mesecem. Rezultati so vse slabši in slabši. Seveda, zopet trdijo, da smo mi krivi. Jaz pa imam predlog, če smo res mi krivi, potem zgradite naselja, taborišča, kjer bo vsakmu dodeljen nek prostorček in bomo tam životarili, oni nam naj pripeljejo hrano in pijačo. Mogoče bomo tako zajezili ta virus. Vsak tak lockdown zelo slabo vpliva na človeško psiho. Vemo en podatek z Japonske. Tam je, kot sem že prej rekel, umrlo vse skupaj slabih 2000 oseb od COVID-a. Jih je pomrlo 16 000 od samomorov. Se pravi, samomori so bili tisti, ljudje so si sami vzeli življenje. Sicer vemo, da je Japonska prednjači glede števila samomorov na svetu, vendar 16 000 je velika številka. To je 8-krat več, kot so imeli žrtev COVID-a. Otroci v šoli oziroma doma se bojijo svojim staršem priznati, da jih recimo boli glava ali da se slabo počutijo, kajti bojijo se, da jih bojo dali testirati, bojijo se karantene in tako dalje in tako dalje. To vse vpliva predvsem na mlajšo populacijo, pa tudi na to starelo po domovih, ki tako ali tako nimajo več stikov s svojimi najdražjimi. Nekako vlada seveda skuša z denarjem, ki ga prejema, ki ga bo prejela v bistvu strani Bruslja. Ona zdaj ima velike apetite, kako bi porabila ta denar in seveda obljublja tudi gospodarstvo in raznim panogam, tudi kulturi in tako, da bojo nekaj prispevali, vendar tudi to bo imelo velike posledice, ki bojo trajale leta in leta. In to samo v najboljšem primeru, če se ta pandemija konča že čez 2-3 meseca. To zadolževanje. Slovenija ima zdaj že 4,5 milijarde minusa, računali so pa približno pol milijarde plusa, tam nekje, ali malo manj. Zdaj ima 4,5 milijarde evrov minusa in seveda to bo nekdo moral plačati. Banke dajo denar, seveda, predvsem te velike banke rade dajo denar, toda prišel bo čas, ko bodo zahtevali ta denar nazaj. Kako bomo to vračali, mi ni jasno. Torej, nič kaj spodbudnega iz doline Šentflorjanske. Hvala lepa.